Ali Bog obstaja, je stalno vprašanje, ki si ga postavljamo. Zakaj si ga postavljamo? Želeli bi videti Boga, kakor vidimo in srečujemo ljudi. Pozabljamo, da je On Bog, mi pa ljudje. Svojo misel nismo nikoli videli, a ne dvomimo, da je tu. Glasbo nismo videli, a smo gotovi, da obstaja. Zakaj? Slišimo jo. Gotovi smo, da obstaja ljubezen, ker smo jo doživeli. Materialne vidne predmete vidimo z očmi, z ušesi pa slišimo samo zvoke, a jih ne vidimo. Nikoli se nam ne morejo prikazati, ne moremo jih otipati, niti se z njimi pogovarjati. Oni obstajajo za nas. Za ljubezen in sovraštvo vemo, da obstajata, čeprav jih nikoli nismo videli, ne otipali, ne slišali. Bog je duh. Duha doživljamo in registriramo z duhovnimi sposobnostmi, kot so vest, intelekt, srce, zaupanje, upanje, ljubezen. Vesti nismo nikoli videli, a vemo, da obstaja. Tudi Boga nismo niti slišali, niti videli, ne otipali, niti z njim nismo govorili, a vemo, da obstaja. Naša duhovna duša ga registrira in nam daje gotovost, da on obstaja. Obstajajo trenutki, ko Boga doživimo močno, kakor tedaj, ko doživimo uresničenje pravice, kot tedaj, ko zaljubljeni vemo, da obstaja ljubezen. Obstaja mistično izkustvo Boga, toda obstaja tudi obče versko, pa tudi človeško izkustvo Božje bližine. Človek to doživi, kot da se je zaljubil v Boga. Bog obstaja, potrebno ga je samo gledati z duhovnimi očmi. Za različne ravni obstajajo različne sposobnosti. Glasbo ne vidimo, toda slišimo jo. Boga ne slišimo, toda izkusimo ga v vesti, v veri, v duhu. Že danes si lahko zaželiš srečati z Bogom na njemu lasten način.